Spoštovani gostje, cenjene gospe in gospodje, gospod ravnatelj, Rok Lipnik, drage profesorice, profesori in dijaki. Vsi ljubitelji besedne umetnosti prisrčno pozdravljeni na praznovanju našega dvojnega jubileja. Letos praznujemo 30 let, odkar se je na podstrešju naše secesijske lepotice odprla knjižnica, ki svojim bogatim kulturnim utripom zaznamuje številne generacije. Kam odhaja čas? Kdo ve, če sploh odhaja? Morda le pozabi na nas in nekje sam zase traja. Le za nas ga je zmeraj manj. Tako vemo, da obstaja. In zmeraj znova, ko mine dan, se nam zdi, da čas odhaja. Čas teče zato, ker življenje uhaja. Otroštvo v odraslost hiti in potlej le v spominu traja. In lepega, kar bo trajalo v spominu, je bilo res veliko. Ste kdaj opazovali drevesa v našem šolskem parku? Veliko jih je. Nekatera so mogočna, nudijo nam senco, ko posedamo po klopcah, druga so naše starosti. Nekatera smo posadili in poimenovali mi sami. Na vsakem drevesnem listku so v zelenožilnem tisku drobno pisane besede, vse drevesne abecede. Tiho jih prebira veter, zašepeče jih v veter, v krošnjo šušte pretresa glava vsakega drevesa. Seveda nismo le posedali v parku, ampak smo v teh 30 letih potovali med uspehi in porazi, med žalostjo in veseljem, med strahom in upanjem, med ljubeznijo in razočaranjem, predvsem pa veliko brali in pisali. Tu je moj dom. Lahko sedim za mizo in berem. Lahko skozi okno gledam planine. Na policah so zleknjene dobre knjige. Njihovo življenje raste, naslovi se množijo, besede dobivajo stavke, imena svoje razlage, zgodbe mehke in trde platnice. Napišeno odnaša in prinaša trenutek. Izkoriščam besede, kot tudi one izkoriščajo mene. Zunaj se temni. Luč mi osvetljuje liste. Vem, da so strani označene. In vem, da je nekje napisana stran, ki je ne želim prebrati. Stran o mojem življenju. Vse je tu zame. Branje je moj dom. Tudi zato je knjižnica postala naš dom za branje. Zdaj je priložnost, da pogledamo našo pot. Zato napnimo oko. Oko za videnje in zrenje. Uho. Uho za poslušanje in zvenenje. In srce. Srce okoje in uho za hrapenenje. K besedi vabim gospoda ravnatelja, profesorja Roka Lipnika.
cenjeni gosti, dobrodošli v šolski knjižnici Gimnazije Celje Center. Vesel sem, da lahko danes skupaj praznujemo ta dvojni jubilej, 30. obletnico odprtja šolske knjižnice Gimnazije Celje Center in 15. obletnico natečaja Najkratka zgodba. Ko se je 7. oktobra 1994 slavnostno odprla knjižnica, ni tako pokalo, upam, da ne, je pa bilo tukaj, mogoče pa je to simbol, strelišče. Ko pridejo nekdanji dijaki in zaposleni, radi povedo, da so tu streljali in mi, ki smo, večina od nas tukaj, ne poznamo tega strelišča, poznamo zgolj knjižnico. In nam je to res nenavadno, ker je pri nas prostor miru, tišine, kulturnih prireditev. Ampak takrat je bilo to nekaj običajnega. Ne? Na šolah so bila strelišča za različne vaje. Danes tukaj domuje knjižnica in že 30 let smo veseli, da jo imamo. 7. oktobra 1994 jo je slavnostno odprl naš nekdanji dijak, takrat minister za šolstvo, dr. Slavko Gaber, in je humorno rekel, da golobe končno menjajo knjige. In res je, veliko knjig imamo, na podstrešju pa najbrž zagotovo še kakšni golobi, ki tudi letijo, sploh zdaj, ko je streha malo bolj odprta. Ampak vseeno, zamenjali smo en prostor, ki prej ni služil ravno svojemu namenu, ni bil ravno opremljen tudi za strelišče, ne? S prostorom, ki svojemu namenu res dobro služi. Postal je srce in jedro šole, pa čeprav je čisto na vrhu, se zdi, kot da je odmaknjen in skrit, a vendar ne služi točno temu namenu, za katerega je bil tukaj postavljen. Za kulturne prireditve, za branje, za odmik v mir in tišino, za to, da se lahko dobimo, recimo s tujimi gosti, da se dobimo skupaj, tako kot danes, mi tukaj, na eni manjši kulturni prireditvi, da lahko priredimo razne prireditve, kot so nagrade za naše najuspešnejše dijake, ali da sprejmemo tukaj zlate maturante, ali recimo srečanje strokovnih delavcev, tudi z drugih šol. Knjižnica zato ni le prostor, kjer beremo in si izposojamo knjige, ampak je še mnogo več. Je kulturno središče vsake šole. In zato si res težko predstavljamo, kako je bilo pred letom 1994. Takrat so bili v aktivih varuhi literature, ki so skrbeli za to, da je bila literatura njihovega strokovnega aktiva nekje na varnem, v kabinetu, v nekem prostoru. Knjižnica je bil, kolikor je meni znano, nek manjši prostor, kamor se je sicer lahko prišlo, a vendarle ni bilo dovolj knjig, da bi si jo sposodili za domače branje, da bi dobili vsi dijaki mogoče neko poletno branje, da bi lahko profesori dobili vsi svoje gradivo. To je bil zgolj nek začasen prostor. Zato je vsem nam, ki smo knjižnico doživeli že od časa šolanja pa do danes, res to nepredstavljivo, da nimamo dostopa do literature, do knjig, pa tudi do takšnega prostora, kot je ta današnji za eno takšno prireditev. Zato smo toliko bolj hvaležni našemu nekdanjemu ravnatelju, žal pokojnemu Igorju Majerletu, ki je vložil ves trud in napor in tudi vložil šolska sredstva, da smo knjižnico tudi zgradili, da smo jo opremili in postavili na svoje mesto. Takrat je svojo vlogo knjižničarke prevzela Milena Jontes, ki je svoje delo opravila res vzorno, z veliko pomoči in z veliko truda in energije. Je bilo delo, ki ga danes tudi še tukaj vidimo, res dobro opravljeno. In že leta 2006 in 2007 se je pridružila tudi Tanja Tratenšek, ki je od upokojitve 2008 tudi prevzela vlogo glavne knjižničarke. In je še danes z nami in res smo veseli, da jo imamo in da skrbi za našo knjižnico. Med prostori pa knjižnica ni več najmlajša, ampak vseeno svojo vlogo dobro odigra. Ni še stara 30 let v tej naši več kot 100 let stari stavbi, vendarle ni tako veliko. Šolska knjižnica je skozi ta leta že nakazovala tudi našo usmerjenost dlje od samo pisane umetnosti in umetnosti, ki jo je tukaj lahko tudi prebiramo, ker se je že kmalu, že prvo leto, ko se je knjižnica odprla, začelo z razstavami raznih grafik, fotografij, slik, s plesnimi nastopi, z raznimi kulturnimi predstavitvami. Torej, knjižnica je že takrat doživela to, kar doživlja danes. Torej, vse svoje vloge odigrava na zelo različne načine in nas spremlja skozi celotno šolsko leto. Že takrat se je kazalo to, da se bo verjetno na šoli odprla umetniška gimnazija likovne smeri, ker je bilo veliko razstav, grafik, pustnih mask, sem celo prebiral, da smo kar nekajkrat razstavili tudi te izdelke, pa fotografije in slike naših dijakov, raznih umetnikov. In zdi se, kot da knjig sploh ne omenjam, ampak knjige so imele tukaj vedno srednjo vlogo. Vedno smo tukaj imeli knjižni klub, bralni klub, vedno se je tukaj dalo končno izposoditi knjige za domače branje, pa knjige, ki so jih dijaki in učitelji lahko brali, tako doma med počitnicami, kot tudi v šoli. Ne samo strokovne, ampak tudi leposlovne.
Zato smo veseli, da knjižnica še danes služi svojemu namenu. Zdi se, da so časi pred knjigami morda malo manj primerni, za knjige malo manj primerni, kot so bili nekoč. Tiskano in pisano besedo izpodriva umetna inteligenca, ki sama spiše cel esej in cel govor. Tega ni, ker se vidi, da sem vmes malo še improviziral in da ga ne berem. Ampak danes res že ne moremo več vedeti, da je besedilo pristno, ga je napisal res avtor ali umetna inteligenca, pa zgolj nekdo samo malo popravil. Knjige nadomeščajo bralniki, ki so na prvi pogled priročni, majhni, lahki, van stlačimo milijone in milijone besed in knjig, a vendar tisti pristen občutek, ko odpreš knjigo, von po papirju, po tisku, po miru, ki nam ga zagotovi to, da se odmaknemo od ekrana, pa čeprav je to e-bralnik, ki bi naj bil namenjen samo branju, je vendarle nekaj, čemur se zagotovo kot človeštvo ne bomo odpovedali. Zato sem vesel, da ste danes tukaj, da spodbujamo in spodbujate mlade k pisanju, k branju, k ustvarjanju in da to navdušenje nad knjigami in branjem še živimo. In upam, da bo to še dolgo ostalo. Ker tako bomo tudi spodbujali boljšo pismenost, ne le bralno, ampak tudi bralno razumevanje, tudi besedišče bomo obogatili in tudi ohranili svojo kulturo. In tega ne smemo pozabiti. Naša kultura se je s knjigo začela in naj se tam ne konča. V času, ko se je knjižnici pridružila naša knjižničarka, trenutna Tanja Tatenšek, pa je tudi začel natečaj Najkratka zgodba. Če znamo dobro zračunati, 15 let, približno nekje takrat. In natečaj Najkratka zgodba nima kratke brade, kot ima kratko ime, pa vendarle spodbuja mlade k pisanju. Tudi letos natečaj že 16. poteka, se veselimo izdelkov in napisanih besedil. Navodilo pa je v bistvu zelo odprto. Kratko besedilo, nekje od 500 do 1500 besed naj obsega, vsebine so bile pa zelo raznolike. In res vsako leto nas dijaki presenetijo s tem, da napišejo nekaj, kar morda še nismo videli, kar nismo pričakovali. Zgodbe so res raznolike, od znanstvene fantastike do romantike, pa do takšnih in drugačnih zapisov iz resničnega ali namišljenega življenja. Zato smo veseli, da gostimo danes tudi zmagovalce najkratkih zgodb, da nas bodo malo popestrili tale večer in povedali, kako pa danes doživljajo svoje pisanje. Naj na koncu zaključim z mislijo Georgea Martina, ki je napisal, da bralec živi 1000 življenj, preden umre. Človek, ki ne bere, pa le enega. Zato berite in ustvarjate. Hvala, da ste danes z nami. Tehnične težave. Tako kot se spodobi. Vse je del glava. Še enkrat, tako da ni bilo nič. Rad imel bi jabolko, ali k meni neče. Zatrkla sem jabolko, kamo tebi drago. Samo k temu ne, koga nemaš rade. Rad imel bi jabolko, jabolko rodeče, pride k tebi jabolko, ali k meni neče. Rimaj ceste v mojo sled, stopi, ko sem daleč, stran, kjer ni me in si ti, nekaj nekdo zase. Prelicanja rožmarin, bo ne ve zakaj in kdo je mrtva senca mladih let.
leto dela svoje. Beli hrjuh ima tovor, stran od tuje sreče. Pleše, pleše črni voz, ali k meni meče. Jabuko, ali k meni meče. Rad imel bi jabuko, jabuko rudeče. Rad imel bi jabuko, ali k meni meče. Ali k meni meče. Vse zna rasti. Ptice vedo, kam leteti. Znajo se nasloniti na veter. Sonce zna vstati, sijati in potoniti. Noč zna obmolkniti. Luna zna zdrsniti na svoje mesto. Nebo se zna vrteti in zemlja z njim. Čas zna teči in zemlja zna molče roditi zmeraj na novo. Vse zna rasti, tudi jaz. Tudi jaz znam rasti. Živeti kot trava, preprosto in ljubeče. Vse zna rasti, tudi naš natečaj, najkratka zgodba. Ljubim življenje, saj je pogosto nezapleteno, igrivo, površno in radoživo. Čeprav drveči takovinski svet ne mara ne srca in ne besed. Še cvetje podepta in duše grize in vsaka topla misel je predmet težke analize. Tudi mi slišimo rast in znamo živeti, verjeti, upati, ljubiti. O, lepi dan. Lep je, ker je res lep, ker se ne zdi. Stari pesniki bi preprosto rekli, dan si je prijazno, topel je kot dih. Pride prelep dan, se mi prikloni in reče, tvoj sem. Srdim, zadrhtim, jecljam. Ah, ne, to ni mogoče, pomota, nisem vajena. Dan se sladko nasmehne, življenje je prekratko, da bi se česa navadili. Mi pa smo se kar navadili ustvarjati. Naši tekmovalci radi berejo. Znajo brati celo med vrsticami in se prepuščajo umetniški besedi. Da jim odpira obzorja, jih spodbuja, navdihuje, opozarja, zapeljuje ali odbija, a vedno plemeniti. Pisati. Kakor voda hiti, Pisati. kot skače kozlič, Pisati. kakor poje ptič. Pisati, Kakor sonce sije, pisati, kakor burja brije, prezreti oblake in skale, kot da jih ni. prezreti pohvale in šale in pisati. Pisati, kot da znaš na vsem svetu samoti. Zdaj pa vabim našo knjižničarko, profesorico Tanjo Tratenšek, da nam kot pobudnica nastanka natečaja, najkratka zgodba, predstavi njegovo 15-letno rast. Hvala za besedo in lepo pozdravljeni tule na našem prekrasnem podstrešju, ker domuje naša knjižnica, v kateri jaz zelo uživam in sem hvaležna za svojo službo. To bi vam rada povedala na začetku, preden vam predstavim tole rast naše najkratke zgodbe. Takole je, ne? Dar za pisanje je nekaterim položen že v zibelko. Nekaterim zanj ni mar, nekateri pa ga z veseljem odkrivajo, raziskujejo, negujejo in nadgrajujejo, tako kot naši mladi literati.
Na naši šoli je bila vedno prisotna skrb za pisano besedo in imamo tudi bogato tradicijo izhajanja šolskih glasil. V 1970., 80. in 90. so mladi pesmi in prozo pod mentorstvom svojih profesorjev objavljali v legendarnem časopisu Utrip. Med drugim tudi danes uveljavljena pisateljska in pesniška imena, kot sta Vinko Moderndorfer in Alojzija Zupan Sosič. V 90. letih je izhajal Čuf, časopis ustvarjalnih fac. Po letu 2000 pa zopet pod imenom Utrip. Od leta 2017 živi literarni dijaški časopis Podstrešje. Dijaki so lahko objavljali tudi v tujem jeziku, v glasilih Butterfly in Schmetterling, v časopisu programa Predšolska vzgoja Vrtiljak in v Lapizu, glasilu umetniške gimnazije. Razstavo naših dijaških glasil skozi čas si lahko ogledate na hodniku pred knjižnico. In v duhu tako bogate ustvarjalne dediščine in željo, da bi mladi žilico za pisanje lahko razvijali svoj talent, ga nadgrajevali in se tudi pokazali, se nama je s profesorico slovenščine Irmo Vrečko takrat v šolskem letu 2009-2010 porodila ideja, da pa bi mi imeli čisto svoj literarni, dijaški natečaj. In tako se je rodila najkratka zgodba GCC. V teh letih je rastel in prerastel v tradicionalnega in danes tukaj skupaj slavimo njegovih 15 let. Natečaj poteka v oktobru in novembru in vsako leto nagovori od 12 do 25 mladih. Prispele zgodbe pod psevdonimi objavimo na spletu, da jih lahko dijaki in profesori preberejo. Izbiramo 2 zgodbi, eno po izboru mentoric in dijakov. Ti s glasovanjem izberejo svojo najzgodbo. Obe zmagovalni zgodbi pa razglasimo na prireditvi Ta veseli dan kulture 3. decembra in jo objavimo v Podstrešju. Ob 20. obletnici šolske knjižnice smo izdali tudi jubilejni zbornik, v katerem smo ob jagodnem izboru poezije iz vseh številk Utripa objavili tudi zmagovalne zgodbe natečaja 8 let. Poimenovali smo ga Skodelica besed. Kratko zgodbo preberemo na dušek. Z nami pa lahko ostane vse življenje. In naš natečaj je omeji nekje na 1500 besed, več ali manj. Združiti slogovno spretnost, sporočilo in dogodek v tako kratkem sestavku pa zahteva obilo spretnosti in tudi vaje. Zato so mladim, morda tudi bodočim piscem v širšem prostoru, šolski natečaj dobra vstopna točka v svet literature in varni poligon za razvijanje njihovega jezikovnega izražanja. Natečaj sva sprva vodili s profesorico Irmo Vrečko, od leta 2017 pa v njem sodelujeva s profesorico Ljubo Koprivc-Bertoncelj. V 15 letih smo mentorice skrbno prebrale kar 233 zgodb, ki so se v teh letih potegovale za laskavi naziv Najkratka zgodba GCC. Poskusile smo se vživeti vanje in začutiti najstniški svet, ki ga orišejo z besedami. Kratke zgodbe mladih so tematsko raznovrstne. Upovedujejo značilne najstniške teme ljubezni, razočaranja, iskanja, žalosti, prijateljstva, notranje bolečine, strahu, eksistencialnih ter etičnih vprašanj. Mladi pisci se poigravajo tudi s fantazijo in iracionalnimi elementi ter z besedami spretno eksperimentirajo tako v tradicionalnem kot modernističnem slogu. Vsako leto izstopa kar nekaj zgodb, ki bodisi odslikavajo bogato domišljijo, izvirnost pri izbiri teme, besedno spretnost, miselne preskoke, zgodb, ki v bralcu na estetski način vzbudijo močna čustva in pustijo sledi. Ob vseh priložnostih za literarno udejstvovanje, ki jih mladim ponujamo na šoli, menim, da se nam za prihodnost pisane besede na šoli res ni treba bati. Mladi pripovedovalci zgodb pa se bodo lahko že letos predstavili na 16. literarnem natečaju, ki trenutno poteka.
Čez 1000 let, ko naju več ne bo, bo v tej knjižnici prav takošno občinstvo, polno mladosti, take na licih in tiste v srcih, ki bodo poskušali z umetnostjo razumeti svet. Umetniki v nas prebudijo tisto, za kar le mi vemo, da prebiva v nas. To skrivnost poskušamo skriti, a hoče živeti. Umetnik, ki sledi, jo prebudi in zato se bralec počuti manj osamljenega, bolj živega in sprejetega. To je največ, kar umetnost lahko da ljudem. Če to naredi na iskren, izviren način, lahko ta svet spremenimo, da bo postal boljši, srčnejši in sprejemljiv za vse. Ne pozabimo, svoboda duha in srca poraja najžlahtnejše zgodbe in pesmi. Je moje srce zaspalo? Mojih sanj čebeljak več ne roji? Je suh vodnjak misli? Ne. Moje srce ne spi, srce bedi, ne spi in ne sanja. Na bregu velike tišine z razprtimi očmi gleda, posluša znamenja daljno. Tišina nad pokrajino je zdaj popolna. Povsod in vse je zdaj tišina. Tišina vse okrog in znotraj nas. Najtišja je in hkrati edini glas. Je duša kamna in spočitost pol. Tišina vse okrog in znotraj nas. Zdaj vame z nežno roko zapisuje tiho zgodbo. Prisluhnimo odlomku iz najkratke zgodbe naše nekdanje dijakinje, kjer je poudarjena moč pripovedovanja in zapisovanja zgodb. Od svojih otroških dni se ne spominjam prav veliko. Ravno toliko, da se ob hipnem, bežnem drobcu, ko se ustavi v mojih mislih, v srcu rodi nostalgična toplina. Ko v srcu vlada spomin, takrat je vse drugo brez spomena. Izgubi veljavo. Vsak večer je mati iz istega kota, iste police, vzela isto knjigo in mi ob njej pripovedovala vnovič iste zgodbe. Morda nisem razumela vsake besede, a nedvomno sem razumela ljubezen, ki jo je zmožna čutiti le otroška duša, še neobremenjena strani tujih grehov. Duša, ki še hrepeni, in duša, ki še sanja. In tudi, če nisem razumela, je bilo tako lepo, da je od lepote že skoraj da skelelo. In hrepenečemu otroškemu srcu je bilo to dovolj.
Pripovedovala je s tihim, nežnim glasom. Oči so žarele, da je bilo moč čutiti njeno srečo in ljubezen. Te besede so se tako močno zakoreninile v moje misli, da le redko mine dan, ko se ne bi vsaj za trenutek ustavila in jih tiho, sama zase, ponavljala. Besede so žive, rastejo z mano. Spominjam se platnice knjige, spominjam se šumenja njenih strani, na katerih so črno na belem zaživele besede, da je belina papirja ponižno klonila pred njimi. Spominjam se materinega dotika in poljuba, ki sta bila enako lepa in enako pristna kot besede v knjigi. Spominjam se, kako sem kasneje, v večeru, ko zopet nisem mogla zatisniti oči, vzela isto knjigo in sama brala iste zgodbe. In kako je takrat srce čutila, da je tako prav. Zdaj pa na oder vabim somentorico na tečaju Najkratka zgodba, profesorico Ljubo Koprivc-Bertoncelj. Pozdravljeni. Naša knjižnica hrani mnogo knjig. Danes nas objemajo. In v teh knjigah je veliko besed, različnih, kratkih, preprostih, enopomenskih, dolgih, zapletenih, grobih, jeznih, nežnih, blagoglasnih. In nekatere so danes zapustile platnice in plavajo med nami. Verjamem, da jih čutimo. In kadar te besede ulovimo, uredimo in zapišemo, nastane pesem ali zgodba. Najkratka zgodba. In mladi dijaki to radi počnejo. Na ta način izrazijo svojo ustvarjalnost. In prav je, da mentorji v njih prižigamo ustvarjalni ogenj, jih spodbujamo, da razvijajo literarni okus, da niso kar vsem zadovoljni, da razvijajo občutek za lepo in predvsem, da bogatijo svoj čustveno-doživljajski svet. Razumsko, čustveno dozorevajo. In se veste, če smo notranje bogati, potem imamo vse. Tudi mi, mentorji, se bogatimo ob dijakih z njihovo vedrino, izvirnostjo, iniciativnostjo, pa tudi pogumom, da si upajo ustvarjati svetove, ki jih še ni, in jih zapisati z besedo. In pisanje je lahko čisti užitek. Samo poleti naša domišljija in nastane zgodba. Spet drugič pa lahko preko fiktivnih zgodb mladi ubesedijo svoje stiske, strahove. Takrat so zgodbe pravzaprav ogledalo njihovih strahov, hrepenenja in imajo terapevtski namen. Stranski učinki pisanja so zelo blagodejni. Poglobijo empatijo, dvigajo samopodobo in dijaki postanejo samozavestnejši. Res je, pisanje je veščina, ki nas bogati, gradi mostove med nami in nam da možnost, da navdihujemo drug drugega in ustvarjamo, kot smo že prej slišali, barvitejši in srčnejši svet. In zelo me veseli, da so danes med nami nekdanji zmagovalci natečaja Najkratka zgodba, da so se prijazno odzvali našemu vabilu in so pripravljeni danes v naši knjižnici deliti svoje literarne izkušnje. Prve in tudi tiste, ki jih še vedno bogatijo. Tako da vas kar vabim, če prisedete na oder. In sicer Jan Podbrežnik, Nina Lana Vidmar, kar pridite, Eva Šket, Kristjan Kovač, Pija Jelena Žakovin-Takarović in Ana Kumpel. Vabim tudi somentorico Tanjo, da prisede. Začniva kar s teboj. Jan, ti si zmagal v šolskem letu 2015-2016, ki je že tukaj, ne? Z napeto zgodbo Evazija, ki pripoveduje o človekovem soočanju samim seboj in z resnico o sebi,
in z močnim sporočilom, kako sebi ne moramo obožati, pa če se še tako trudimo. Z mentorico se nam navdušil s svojim slogom in izvirnimi pesniškimi podobami. Takrat si bil maturant, danes pa si delavec v kulturi, novinar, napovedovalec, odgovorni urednik Mariborskega radia, študent, tudi amaterski igralec, verjetno sem še kaj pozabila. Skratka, skrbi za kulturo se aktivno posvečaš. Mene pa zanima, če pišeš pa še vedno. Najprej čestitke ob obeh jubilejih, zahvala za vabilo, pa zahvala za to, da se je 15 let nazaj zgodila najkratka zgodba, pardon za kakšne zlete iz knjižnega pogovornega jezika, ampak vse v novem pravopisu je tudi 15 in 15, do 9, oziroma je že v veljavi. Ampak pustimo to. Pišem še zmeraj, ampak ne zgodb, oziroma še zmeraj se ukvarjam z jezikom. Ko sem šel v Maribor na študij filozofije pa prevajalstva, sem se trojno zaljubil najprej v radio, pol v gledališče, pa še po Barbaro, pa pač ni bilo več prostora za pisati. Par stvari sem še po Brusu poslal, še pa na tisto Urško. Eno zadevo, mislim, da sem še pol vmes pisal, ampak ni več časa. Gledališče mi je postalo zelo blizu. Avtorski način, torej ustvariti čez zmeraj zgodbo, ampak jo postavljati in iskati takojšnji učinki, recimo. Hkrati pa se mi zdi super, da se pohvalim, da sem to poletje spet začel brati, ker tudi za to ni bilo več kaj preveč časa in sem se spet spomnil na to, da pisane besede pa super, če ostane, oziroma super, kar ostane. Doskrat citirane so misli v slogu, za vsako razpoloženje se najde knjiga ali pa zmeri te lahko knjiga pomaga. Še zmeri smo na gledališkem koncu, se mi zdi, da prava gledališka predstava, to lahko boks na pleksusa, pa ti da nekaj zamisliti, ampak če pa greš domov, pa rabiš nekaj, si vzameš knjigo, to pa absolutno. Ja. Mislim, da jeziku se pa še vedno posvečam oziroma poskušam iskati. Ne sem pragmatično rabo jezika, ampak tudi nekaj več, pa naj bo to, ne vem, napovedni tekst za predstavo, festival, naj bo to novinarski prispevek, ja. Da je pomen nekaj več kot zgolj črka oziroma beseda. Hvala. Zelo lepo povedano. Mene zanima, morda tudi to, kot dijak si bil kar aktiven, si tudi pisal, a ne? Ali bi rekel, da to vrstni literarni natečaji mladim bodočim piscem lahko pomagajo poiskati svoj glas ali pa svojo vlogo pod soncem, če lahko temu tako rečem. Imajo neko moč in imajo neko vlogo. Če mogoče poveš zase, kako je to odigralo v tvojem življenju. Sem rekel, da sem doštudiral, diplomiral iz filozofije, najprej abstrakcije, pa konkretno odgovor na vprašanje, pa pridemo do konca. Zmeri se mi zdi, pri vseh stvarih, ki jih počnem, ustvarjanih, takih drugačnih kreativnih procesih, v katerih sodelujem, pa se z njimi srečujem, se mi zdi ključna vloga, tujki feedbacka oziroma povratne informacije, ki te umesti v prostor čas. Pač začneš nekaj delati, nekdo ti mora povedati, da si naredil v redu, a ne, a funkcionira, a ne. Bolj kot je argumentirano in razdelano, boljš je in pač dobiš potrditev, ok, na tem je še treba delati, to mogoče štima, spet gledališče za ker takoj vidiš, če stvar štima ali ne. Zato se mi zdi tudi natečaj super, ne vem, za pisanje, saj se nisem tukaj fejst poglobil, ampak ok, mi smo še Urško, ki jo JSKD, Javni sklad za kulturne dejavnosti, organizira, torej natečaj za literarno ustvarjanje, odprto širše kot zgolj prozo. Pa že pridemo do Lastovke, ki je še redni natečaj za kratko zgodbo. Ne vem, da obstajajo še manjši natečaji, ki so občasni, kakih splošnih knjižnic, pa medobčinskih knjižnic. Jih moraš pa iskati, pa biti iz tistega kraja, da veš, da se to dogaja. In predvsem prednost takega natečaja potem, da dobiš tudi povratno informacijo. Če se prav spomnim, je bila povratna informacija konkretnejša od zgolj izbora kratke zgodbe. Mi smo se tudi lahko pogovarjali, diskutirali.
To se mi zdi največja vrednost. Konec koncev super, da je nekdo nagrajen, dobi titulo, pa se potem z njo ponaša in pride nazaj v knjižnico po 9 letih oziroma 8 letih, ampak predvsem ta povratna informacija in umeščanje je pa meni najbolj pomembno. Se pravi, konstruktivna kritika je vedno na mestu, a ne? Glede na to, da imaš, tako kot si povedal, bogate izkušnje z delovanjem v kulturi, kaj bi rekel, kakšen je pa odnos mladih do kulture danes? Bi rekel, da se v teh letih, ko si ti zaključil šolanje, srednješolsko šolanje, kaj spremenilo? Po evropskih standardih sem še mlad, še 2 leti do 29. Verjetno bo tudi podaljšal, kar se razpisov tiče, tako da govorim v prvi osebi množine. Ampak odnos do kulture je na tem nominalnem nivoju, torej kaj kultura kolektivno nam v družbi pomeni in potem se dostikrat vzpostavi ta antagonizem, torej zakaj kulturi denar, zakaj kulturi sredstva. To je pravzaprav ne na vsakem vogalu, ampak v čevlju cel cajt kamen, ki ga pač nosiš s sabo, ko ustvarjaš karkoli kulturnega. Načeloma tudi medije smatramo, oziroma imamo uvrščene pod Ministrstvo za kulturo, torej tudi ustvarjanje v medijih oziroma delanje medijev smatramo za kulturo. To je en odnos, ki se bojim, da se vedno bolj zažira v vse pore, čeprav je bil vedno tu, ne moramo ignorirati, pa mislim, da tudi ni tak drastičen vzpon zatrtosti, zavrtosti in šparanja na kulturi, čeprav v Mariboru situacija zelo specifična, ampak bomo o tem pol. Za sam odnos mladih do kulture, kot ne kultura, velika beseda, ki tam nekje plava, ampak do dejanskih vsebin, do dejanskega srža oziroma biti kulture, pa mislim, da ostaja in bo ostal, zaradi tega, ker je to odnos do tistega nekaj več, torej, da ni zgolj dan za dnem, da ni zgolj površinsko opravljanje, rutinsko opravljanje opravil, ampak da se odzadaj tudi kaj več skriva. Verjetno menjuje obliko, menjuje formo ta stik mladega človeka s kulturo, ampak mislim, da ostaja. In spet gledališče. Z eno predstavo smo gostovali, malo samo promocije, še pred 2 letoma smo imeli projekt, s katerim smo gostovali s predstavo o lažnih novicah po Evropi na srednjih šolah. Super odzivi so bili, super stvar je nastala, se mi zdi. In je bil kar demantina izjava, vse mladih pa ne zanima več gledališče, čeprav se jaz še zmeraj žalostjo malo tožno spomnim. 9 ali 10 let nazaj, ko mislim, da je v gledališču SLG Celje se prekinila predstava oziroma predčasno zaključila zaradi nepozornosti dijakov in dijakinj v občinstvu. Takrat, ko smo šli gledati, mogoče se motim, upam, da se. Ampak ja, še zmeraj je nekaj zadnje, še zmeraj je želja, da je stik z nečem več, da nismo zgolj pika ali pa funkcija ali pa čakamo na ER. Zdaj sem res odplaval, jaz se opravičujem, premalo sem spal danes, ampak to je tak izgovor že izpred 12 let. Isti. Takrat so bili šuti, danes pa pač, ja. Dam reč nazaj mikrofon. Jan, hvala. Zagotovo si potrdil to, česar se vsi zavedamo, ne, da je to kultura nekaj, kar je v nas in kar je nek intimni svet, ki si ga vsak izbira zase, ne. In če si ga izbere, ima potem recimo neke dobre posledice v življenju, ne, če bi lahko temu tako rekli. Če lahko jaz v bran našim dijakom povem, da smo zadnja leta vedno pohvaljeni, tudi gospod ravnatelj bo to potrdil, kadarkoli gremo na kakšno prireditev v Celju ali drugod, vedno vprašajo, odkot pa ste, in povemo z gimnazije Celje Center, tudi dijaki se bodo to strinjali, tako da tistih vandalov očitno zdaj ni več. Dobro, če lahko nadaljujem, Nina Lana, ti pa si zmagala 2019 in zgodbo o Straniki, nekako tak nenavaden naslov, ki pomeni on stran.
in si preroško napovedala korona čase, ko smo se pravzaprav zaprli v svoje domove in ugotovili, koliko nam pomeni narava. Tako ta tvoj gospod Večernik, prej sem rekla, da nekatere zgodbe so čiste domišljijske, ta je že taka, nisi vedela, da napoveduješ nekaj grozljivega. Ugotovi, da tehnološka družba ne vodi do nekega osrečujočega življenja. No, pa če se vrneva, si prejle mi zaupala, da si študirala slovenščino in angleščino, da si se zdaj pravzaprav bolj na angleščino orientirala, ampak jaz te bom vseeno vprašala, še pišeš, si rekla, no, pa me zanima, med študijem si dobila veliko literarno-teoretičnega znanja, in ali te to znanje ovira ali ti pomaga pri pisanju recimo zgodbe, saj veš, umeščenost likov, čas, prostor, perspektiva ali ironija, satira, groteska, kaj praviš? Ja, moja fakulteta recimo je bila res intenzivno osredotočena na to literarno teorijo. Predmet, ko smo ga imeli, bil res težek, tako da s tem smo veliko delali. Je pa v bistvu zame vsaj to orodje. Lahko ti malenkost razširi obzorja, kaj se lahko počne z jezikom, na kaj se moraš biti pozoren, da je zgodba res tisto, kar želiš, da je. Ampak je pomembno pa še vseeno, da ločimo mogoče umetnost pa znanost, da ne tretiramo celotne umetnosti kot neko znanost, ki ima formulo, preko katero lahko ti neko delo ustvariš. In to se mi zdi se mi tudi, da celotni študij literarne teorije, sicer jaz nisem bila na tem programu, imela sem samo predmet, se predvsem osredotoča na analitično razglago o jeziku, o delih, ne spodbuja pa nekaj osebnega ustvarjanja, osebne uporabe teh metod. In mislim, da za veliko ljudi je lahko to bolj ovira kot prednost, ker se lahko začnejo zapletati vse možnosti, vse načine, kako lahko povejo tisto, kar želijo povedati. Lahko se začnejo izgubljati, ne vem, v avtorjih, ki so bili znani, ki so imeli dober stil in namesto, da bi pustili, da jih to navdahne, da izoblikujejo svoj osebni stil, lahko razvijajo neko močno osebno kritiko do lastnih del, ker pač do neke mere mora človek sprejeti, da njegov stil je še vedno njegov. Da zelo težko oponaša dela nekoga drugega in sprejeti mora vrednost iz tega svojega pisanja na tak način, kot pride od njega. Torej ima neke prednosti, vendar ne smemo se pa preveč izgubljati v tem. Če te prav razumem, slediti sebi, biti avtentičen, pristen, in ne imeti prevelikih vzornikov. Ja, še nekaj bi te rada vprašala, Nina Lana, si bralka, ne? Ja, mene veseli, da smo danes tukaj v glavnem zbrani vsi, ki smo bralci, ne? Pa me zanima, veš, profesori večkrat rečemo v gimnaziji, saj boste videli, ko boste kasneje brali, klasična literatura je več pomenska, omogoča globlje razumevanje, pa dijaki včasih tako malo krivo gledajo, no pa bi izkoristila to priložnost pa tebe vprašala, recimo praviš angleščina zraven, če bi zdaj ponovno brala ali pa mogoče si ponovno brala, ne vem, recimo Hamleta, ali drži to dejstvo, da se z zorenjem poglablja tudi odnos do branja, da je branje pristnejše, ne vem, več koristnejše, prinaša več užitka? Jaz bi se definitivno strinjala. Recimo, jaz sem veliko brala, ko sem bila mlajša, ampak sem brala predvsem za zabavo. V času srednje šole se nisem naravno ukvarjala veliko branja, ker sem imela preveč drugega dela. Ampak potem v času korone na faksu sem pa ponovno začela in sem ugotovila, da na veliko stvari gledam različno. Da ne morem, da to krivite recimo fakulteto oziroma študij. Mislim, da gre bolj za neko notranjo spremembo in kaj iščeš ti v zgodbi. Recimo, ko sem Hamleta brala originalno v času srednje šole, prva prioriteta mi je bila, da sem si zapomnila čim več podatkov, ki so se mi zdeli, da bi bili uporabni pri nalogi za domače branje oziroma pri eseju. Ampak nisem se posvečala recimo, kako uporablja jezik Shakespeare, kar pomeni, da sem že tako nekako zgrešila bistvo Shakespearea, če tako rečem. Potem
zgodbo, kar se tiče zgodbe, sem na nek način jo obravnavala, kot da gledam nek film, v bistvu, kaj se dogaja. Nisem se toliko posvečala tistem globjem vsebinam in mislim, da to res pride z leti, predvsem pa pride s tem, ko začneš morda sam kaj pisati in se začneš ukvarjati s tem, kako bi ti razložil ta isti pojem, kako bi ti podal to sporočilo, da imaš nekaj, s čimer lahko primerjaš in res dobiš potem čisto drug odnos do literature, ki jo bereš, veliko bolj poglobljen. Skratka, ko si avtor sam, potem ti ni vseeno, kako drugi tebe ocenjujejo, ne, si tudi strožji kritik do drugih, ne, nekako tako. Hvala, Nina Lana. Zdaj pa je na vrsti naš maturant Timotej, ki si v lanskem šolskem letu si za svojo zgodbo Klošar ali Kdor pije pivo, toplo pivo, prejel posebno pohvalo in vsa tvoja srednješolska leta zelo uspešno sodeluješ na različnih natečajih, bodisi pesniških, bodisi proznih in še vedno odmeva tvoja zmaga na Mali Veroniki letos, tako da pravzaprav resnično pišeš, rad pišeš, a ne? Si pa tudi zelo dober bralec in obiskovalec knjižnice in vedno posegaš po, kako bi rekla, drugačni, globlji, klasični literaturi, po nekih pisateljskih imenih, ki pravzaprav premikajo neke meje, a ne? Pa me zanima, mogoče kot bralca, a ti je mogoče to branje navdihnilo za to, da si tudi sam prijel za pero, pa če mogoče bi nam povedal, kdo je tisti, po katerem se še posebej zgleduješ, ki te še posebej nagovori, mogoče kakšna imena. Izvoli. Ja, najlepša hvala. Zdaj definitivno mi je branje bila ta neka iniciacija in to je svet pisanja. Mislim, da je to pomemben del tega, no, da sploh začneš pisati. Iniciacija, prava beseda. Zdaj za vzornika, mislim, da je to mogoče malo preveč osebno skoraj vprašanje, mislim, da se preveč razganim s tem, mislim, dosti intimen človek. Drugače, veliko je med vzorniki, ne vem, slovenske povojne generacije, nekaj tudi Američanov, 20. stoletja, italijanskih neorealistov, pa tudi sodobne poezije. Tako ja. Se pravi, da gre za nek odmik od tradicionalnosti, ne, tradicionalne forme, se pravi, bi lahko rekli, da so to neki modernisti, ki pravzaprav s svojim slogom so malce premikali meje, a ne? In to velja tudi za tvoje pisanje. Tvoj slog je zelo izviren, ki se odmika od teh tradicionalnih okvirov. Ni pa najbolj značilno, da mladi pisci še posebej na začetku svoje poti izbirate modernističen slog. Zakaj si se morda ti odločil zanj? Zaradi branja, no. Na začetku, mislim, se probal izkusiti v tem, da imitiram slog, potem pa da se probam omakniti, pa najbolj nekaj bolj lastnega. V bistvu, ne vem, ni da bi bil res neko mišljenje, pa nek proces za tem, pa da bi najprej tradicionalno pisal, pa naredil nek pristop. V bistvu sem nekaj, koliko ne bil vržen v to, pa sem v tem ostal, pa mi je še zdaj všeč, no, da mislim, tako tudi nadaljeval. Krasno, kar nadaljuj v tej smeri, ne? Se pravi, da boš izbrusil ta svoj glas, ta svoj talent še nadalje, ne? Bi pa rekla, da si tudi zelo pogumen, ker v svoje dela vpletaš tudi elemente erotike, eksperimentiraš tudi z vulgarizmi,
In me mogoče zanima, kakšen pa je odziv tvojih vrstnikov na tvoje pisanje, glede na to, da je pisanje o erotiki za mlade ponavadi tabu. Bi rekel kaj na to temo? So ti tvoji vrstniki kaj komentirali, povedali, se izrazili? V bistvu, najprej bi rekel, da se mi ne zdi ravno kaj preveč pogumno v tem pisati. Drugače pa odziv vrstnikov je pa zelo normalen, v bistvu ne sploh, da bi nekaj čudno gledali. Ne vem, ali pa da bi se smejali, ker mislim, da to dobro sprejme. Timotej, niti malo nisem mislila, da je to kaj čudnega ali kakorkoli, ampak pač zanimalo me, ko se pogovarjate, pa ti dobiš nagrado, pa te vprašajo, pa mogoče preberejo, a ti kaj rečejo. Skratka, same pohvale, da ne boš to vzel kot kakšno ograjo ali kakorkoli, da bi izpostavila. Pač želela sem izpostaviti to tvojo izvirnost, ker to je ta tvoj nekaj svojstvenega, kar si rekel, da ko bereš, iščeš svoj glas in kar tako nadaljuj. Tako da, hvala. Eva, tudi ti pišeš in pesmi, in prozo. Vsa leta si sodelovala v našem natečaju in vedno so bile tvoje zgodbe prepričljive, ampak ne pa zmagovalne. In v 4. letniku si pa zmagala zelo izvirno zgodbico Kožuh, če mogoče povem par besed o hišnem ljubljenčku, o psu, in si zelo domislila, kako je ta mali kuža zrastel v Bilija. Skratka, želela si sporočiti, da mi ne smemo ljubljenčkov jemati kot naše igračke, kot naše predmete, si jih čustveno podrediti, ampak imajo pravico, da živijo svoje avtentično življenje. Ko mali kužek zraste, ni več simpatična igračka. To naju je tudi prepričala z mentorico. No in takrat si rekla, se prav živo spomnim, se mi ni zdelo, da sem pa tokrat napisala odlično zgodbo. So bile one boljše. No in me zdaj zanima, kakšna merila uporabljaš pri sebi? Kaj je tebi merilo, ko napišeš zgodbo, pesem, da rečeš, tole je pa BP, tega pa ne bom več nič popravljala, tole se mi je pa posrečilo, oziroma, če te kar zdaj hkrati vprašam, kdaj se ti pa zdi, da bi bilo dobro to še malo shraniti v predal, da se malo zmedi, in počakati, da dobiš boljši navdih? Hvala. Najprej bi mogoče samo povedala, da ni se šlo o psu, se je šlo o Muciju. Ampak vse v redu. Glavnem ljubljenček, torej pač, sem povedala, torej, sporočilno. Začela bi pač, vedno je samo moje pisanje prišlo iz nekega občutka žalosti, trpkosti in je ponovadi potekalo tako proti koncu dneva, ko si ti dogodki čez dan, torej se pač združijo in pač čutiš vse, kar mogoče prej nisi. In potem imaš samo to potrebo, da bi te besede nekam spravil. In torej napišeš tisto, kar čutiš, naslednji dan, to je moj kriterij, naslednji dan, če to preberem in se mi zdi, kot da bi bilo nekaj, kar ne bi prišlo od mene, oziroma kot da bi to nekdo drug napisal, in če se mi zdi, da mi ni treba nič spremeniti, potem se mi zdi pesem oziroma zgodba v redu. Kadar pa bi jo popravila, pa naprimer tudi pri teh natečajih, tudi ta kratka zgodba, če bom vedela, da bo šlo v publiko, torej da bo več ljudi to bralo, da ne bo to samo za mene, potem se bom bolj potrudila oziroma kaj bolj pazila na kakšne napake, slovnično bom pazila, če bom vedela, da bo gospa Grobelnik prebrala, bom še posebej pazila na kakšne slovnične napake. Torej, to je to. Se pravi, izbruh nekega navdiha, izliješ iz sebe tista čustva, potem prespiš in drug dan ugotoviš, da je to v redu. Če gre pa
kritičnim očem potem pa še kaj dodaš. Ne? No, veš, kaj me še zanima pri popravljanju, ne? Ljudje rečejo, ja, sem nekaj napisala, imam doma, pa potem preberem, pa še nisem zadovoljen, pa še čez en teden preberem, pa čez mesec preberem. Se ti zdi to v redu, ali je bolje, da sledimo temu, kar je nastalo v neki situaciji, v nekem trenutku, da tega ne popravljamo in vedno znova potem nadgrajujemo z nekimi drugimi občutji. Se tebi tudi to kdaj zgodi? Ja, torej odvisno, kako si kritičen do sebe. Jaz osebno sem, torej, veliko misli sem to, sem overthinkala, pa več ne razmišljala o tem, ali, mislim, še posebej takrat, kada je šlo za kak tečaj, sem res pač hotla, da je sporočilno, da se misel dotakne ljudi. To pač v takih primerih sem popravljala večkrat in sem prebirala za tako en dan nazaj, en teden nazaj, kar sem napisala. In če sem še kar čutila tako, da to pa res ne rabim popravljati, sem pustila, kako je. Tudi če pa sem rabila kaj popraviti, tudi če je prišlo iz srca takrat, v tistem trenutku, pa se mi je zdelo, da pa sej pisanje mogoče ni samo tisto, kar čutiš v trenutku, lahko še kaj dodaš, lahko še kaj izboljšaš. Dobro, ja, skratka, razumska kontrola ni odveč včasih, tudi pa nadzor, če gre za širše občinstvo, ne, če sem prav razumela, ja? Hvala. Pija, ti pa si zmagala na tečaju zelo napeto zgodbo, Zadnji pogovor leta 2019. In spomnim se, večkrat si sodelovala z več prispevki na tečaju, in spomnim se, kako me je navdušilo in presenetilo, kako si v manj kot 500 besedah uspela spretno združiti vse karakteristike kratke zgodbe in tako izvrstno zaključila, da resnično se je v bralcu porodilo tisto vprašanje, ki ostane na koncu. Kaj pa zdaj, kaj pa potem. Tako da si bila v srednji šoli, tudi ljubiteljica tujih jezikov, to se spomnim tudi, da si želela napisati oziroma si potem dokončala knjigo, kako postaneš poliglot. Želela si takrat združiti več jezikov v eni knjigi. Me pa zanima, ker je od tvojega zaključka tudi že kar nekaj časa, pa nismo vsi profesori na tekočem, kaj počnete. Pa me zanima, če nam poveš, kaj pa ti počneš, kam je tebe zanesla študijska pot, če še vedno pišeš, malce o tem, prosim, če z nami deliš. Lep pozdrav še z moje strani. Jaz sem se nekako znašla po celem svetu in bom rekla, da sem zelo vesela, vedno dobim kak mail od JCC. Torej dve vprašanji. Prvi del je, kaj se z mano dogaja po gimnaziji, drugi del pa je še pišem. Tle bom pa tudi dodala, da ko smo imeli pogovor pred celim dogodkom, sem imela neko tako skrajšano, preprosto veliko odgovor, potem ste pa toliko veliko me iz mene potegnili kot ali pride pisanje v zibelko, ali to zgradimo, ali je to neka intima. Toliko veliko nekih misli bom zdaj probala združiti. Torej, jaz sem po gimnaziji 2021 živela v Ljubljani, izdala to knjigo in študirala psihoterapijo. Potem sem šla v Španijo, kjer sem živela 2 leti in študirala kombinacijo psihologije in mednarodnega business managementa, kjer se je od meni nekako odprla ta ljubezen po startupih. Potem imam še 2 leti za ta program, ki sem ga predčasno zaključila in ga nadaljujem v Nemčiji z izmenjavami po, če se bo logistično speljal, New York, Šanghaj, Sydney, da meni se cel svet odpira. Sporedno zdaj študiram še psihologijo full time, torej 2 faksa sporedno. Pisanje je pa za mene ena zelo, zelo, zelo intimna stvar, ena zelo pomembna stvar za pretok energije in pa energetsko neka zelo pomembna stvar, ki je
bom povedala, dotaknila se tudi par osebnih momentov. Torej, jaz sem začela masovno pisati med karanteno v 3. letniku, kjer sem v 2 letih, ali letu pa pol napisala 40 dnevnikov. In porabila kepe in kepe tega črnila. In takrat sem začela pisati pisma. Takrat sem se s parimi prijatelji zmenila, da smo si pošiljali old school pisma, ki so bila neka taka čarobna izkušnja pisanja. Potem med karanteno, mislim, po maturi sem torej izdala to knjigo in pisala v nekem drugem formatu in začela veliko bolj dinamično živeti, kar je pa zdaj kar naenkrat v moj vsak dan pripeljalo beležke na telefonu in sem nekako, kljub temu, da še vedno obožujem pisanje na roko, začela pisati v beležkah in sem jih v letu in pol napisala 13 000, te energije, ki se pretaka, je ogromno. V kontekstu zgodb se je to neko pisanje pri meni znašlo tudi pri vseh teh projektih. Torej, ko predstaviš projekt, je to zgodba. Ti ne govoriš o podatkih, ti govoriš zgodbo. In recimo včeraj sem na enem hekatlonu v Ljubljani in sem zmagala najboljši pitch, ker v bistvu sem imela zgodbo. In ko sem kandidirala za predsednico Mence v Sloveniji, sem bila 1/3 glasov, ker sem zgodbo povedala. In te zgodbe se nekako... Zgodbe so valuta, kako si med sabo komuniciramo. 2 zgodbi, ki sta pa še mogoče zelo pomembni pri mojem odnosu s pisanjem, sta pa, da sem prek tega nekako izrazila en zelo pomemben zaključek z babi pa dedjem, če ste poznali dr. Božidarja Pevžica Pekarovič, nedavno pokojna. Dediju sem pred smrtjo dala osebno zbirko zgodb mojega otroštva, zgodb z njim, kako je on bil meni kot moški, najboljši moški, kar sem ga poznala. Babici sem dala pa 10-stransko pismo, kako jo predstavim, ko me v Španiji vprašajo, da je bila pa tvoja babi. In preko pisanja na roko in zgodb sem nekako eno resnično stvar ima dala, imela ta stik in te zgodbe so še vedno z mano, ker sem jih potem po pogrebu dobila nazaj. In tle toliko velike energije in intime in življenja v njih, da noben SMS ali pa noben pogovor ne bi mogel tega na tak način zadržati. Pija, hvala, ker si tako delila ta svoj svet. Se pravi, bi lahko rekla, da si, glede na to, da si povsod po svetu, ta priročnik nekako zapisala tudi zase, da se znajdeš po svetu in si potrdila to, da kako pisanje je neke vrste samoterapija, kako ti pomaga, da se soočaš s svojimi čustvi, ker pravimo, da papir vse prenese, in kako se potem človek lažje počuti, ker se na nek način olajša dušo. In lepo, da tako ta ustvarjalnost kar vre iz tebe. Me pa mogoče zanima še tudi ta del, ali pišeš v slovenskem jeziku, ali pišeš v tujem jeziku, ko si omenila, da veliko pišeš. In kaj ti pomeni izraz v enem jeziku, izraz v drugem jeziku, bi lahko to dvoje primerjala? Kaj bi rekla o tem, glede na to, da imaš izkušnje? Izvoli. Torej, kot nekdo, ki se ukvarja s psihologijo, bom rekla, da jezik je neka energetska valuta in zanimivo za mene, noben jezik ne prevzame vseh potreb, ki jih ima jezik. Torej, jaz sem odraščala s 5 jeziki in vsak jezik ima posebno kategorijo, ki jo nekako povzame, nekako se med seboj dopolnjujejo. In tudi jaz nisem se učila jezikov zaradi jezikov, ampak ker so jeziki dostop do ljudi. In dostop do novih svetov, do novega načina dojemanja življenja. Recimo, ko sem bila v Španiji, zelo veliko fraz španskih prišlo nekaj blizu pod kožo, ko se prevedejo, zvenijo čisto drugače. Ko sem v psiholoških nekih teh strokovnih frazah, mi je veliko lažje se izražati, rečem, it's a struggle to comprehend coexisting conflicting needs, ko pa da bi rekla, težko je razumeti sporedno obstojajoče konfliktne potrebe. Čisto drugače zveni, In jeziki so energetsko barvni in pustim, da vsak pride, ko pride. Bom pa rekla, da zelo veliko pišem v angleščini in ene se res, da lažje izražam v angleščini, švedno je pa
bolj ranljiva in surova slovenščina s kakimi izrazi, ker to še vedno jezik, ki je imel zelo pomembno vlogo v mojem odraščanju. Se pravi, ja, da bi lahko rekli, da ne glede na to, da znaš, poznaš toliko jezikov, je v tvojem srcu zavedno zapisana materinščina, to je naša prelepa slovenščina, kaj ne? Ja, hvala, Pija. In še Ana. Ano vsi poznamo, naša lanska maturantka, ali letošnja, kako se to zdaj reče, glede na koledarsko leto, šolsko leto, ja. Ana, ti si bolj po duši pesnica, ne? To vsi vemo. Mogoče zdaj, ko smo tam imeli komentar, ti pišeš samo v slovenščini, ne? Tako, in vsa leta poglabljaš svoje besedišče do najbolj pretanjenih izrazov. Ker pa vem, da pišeš tudi prozo, pravzaprav seveda pišeš, ker si 2-krat zmagala tudi na našem natečaju, tako da o tem ni dvoma. Me pa zanima, kdaj svoje doživetje preliješ v pesem, kdaj v zgodbo, kaj je lažje, kaj te bolj, ne vem, ovira ali pomirja, no skratka na to temo nekaj povej. Hvala. Odvisno predvsem od tega, o čem se odločim pisati. Če so v ospredju intimistične teme, potem raje pišem poezijo oziroma pesmi, ker se mi zdi, da lahko vanje skrijem neke dele sebe, ne glede na to, je to razočaranje, obup, veselje, nostalgija, energičnost, karkoli. Vse neke občutke lahko zlijem, ampak še vedno ostanejo skrite v pesmi in jih mogoče nekateri bralci ali pa večina bralcev ne doživi takoj, ne prebere, razbere iz pesmi in ostanejo, ne glede na to, da je pesem javno objavljena, ostanejo samo meni. Mogoče ena prednost pri poeziji je, da jaz dam osebi oziroma bralcu nek osnutek in potem on sam skozi svoje izkušnje, skozi svoje razmišljanja ustvari pesem do konca in jo popelje. In na tak način se potem pesem širi skozi različne pomene, skozi različne zgodbe, ki jih nosi v sebi. Za pisanje proze se pa odločim predvsem, kadar želim pripovedovati o nekem dogodku iz svojega življenja, o nekem spominu. Prednost je v tem, da lahko, če se pojavi neka druga tema, dodam še en odstavek, razširim to temo, spremenim pomen zgodbe in vse, in to mogoče lažje pri prozi kot pri poeziji, ker pri poeziji se vseeno moraš držati nekih struktur, nekih verzov in neke splošne poante, ki si jo zadaš na začetku. Ja, hvala. Me pa zanima, ne, prva pesniška zbirka je išla pod okriljem naše šole. Prej sem gospodu ravnatelju povedala, da si pred kratkim izdala že drugo pesniško zbirko, tudi pokazala sem mu jo in sva skupaj ugotovila, da je bila naša po obliki lepša. Da ne govorimo zdaj vsebinsko, ne, to se težko sodi, ampak no, se strinjaš, da je oblikovno naročje zvezd. Se bolj zadržala, v redu. Bogatejša, da rečemo, no. Prva, ja, vse o njej govorimo, Naročje zvezd, no. Tvoja druga zbirka ima zelo poetičen naslov, primeren za današnji dan, Zatišje po dežju. Tako da, ja, obakrat si imela mentorja. In me zanima, zagotovo boš izdala tudi tretjo pesniško zbirko, mogoče, ko se vidimo v naslednji priložnosti, pa sem prepričana, da mentorja več ne potrebuješ, da si zdaj to mentorstvo prerasla, da boš samostojno zaplavala v ta pesniški svet, pa vendarle povej tudi tistim našim mladim piscem, ki tam zadaj poslušajo, zakaj pa je mentor sploh potreben, kakšna je vloga mentorja, tako za pisanje pesmi, kot za pisanje proze? Na tem mestu najprej želim poudariti, da oziroma je profesorica Koprivic Vrtunc imela zelo pomembno vlogo tako pri prvi kot pri drugi pesniški zbirki, čeprav sem imela pri drugi pesniški zbirki določeno javno oziroma pač svojo mentorico z natečaja. Na splošno se mi zdi mentor pomemben, ker je to oseba, ki mu najbolj zaupam, ki mu pokažem svoje pesmi najprej, torej moj prvi bralec. Pomembno je, da je tu nek iskren odnos, da mu zaupaš, da bo povedal to, kar sam vidi v pesmi, hkrati tudi, da razbere, kar sem sama želela povedati in da mi to pomaga še bolj poudariti
da je potem pesem ali pa prozno besedilo, da je zaradi tega boljše. Hvala. Tako, s tem bi midve zaključili, ne, z našim klepetom. Jaz se vam zahvaljujem, da ste delili vaše izkušnje, izvedeli smo veliko novega in bi prosila tudi, da naša dva povezovalca vam izročita taka simbolična darilca. In sva še enkrat zahvaljujem. Vsi vemo, da se besedna umetnost pogosto prepleta z glasbeno, saj z njima najlažje izpovedujemo naš čustveno-doživljajski svet in nas dvigata v presežno. Književnost je glas preteklosti, ki ga danes poslušamo, in odmev sedanjosti, ki bo nekoč zgodovina. Ima moč, da odpira oči, spreminja srca in prebuja misel. Če strnem, knjižnica je prostor, kjer se mladi radi družimo z mentorji in v družbi dobrih knjig in z literarnim ustvarjanjem premagujemo slabosti našega sveta, siromašenje čustev, duševno revščino in pomanjkanje domišljije. Smo vedoželjni, radovedni, odgovorni. Naš jezik je igriv, naše misli pogumne in domišljija brez meja. In zato je življenje lepo. Včasih se ti zdi, da vse čudno je. Želiš si, da lahko bi spremenil svet, vendar potrebno ni, da si filozof. Krog sebe se ozri, zaprtimi očmi. Življenje je lepo, če ga živiš tako, kot ponuja se samo in ne da ti ga spremeni. Življenje je lepo, če ga živiš tako, kot ponuja se samo in ne da ti ga spremeni. Ko včasih se ti zdi, da vse čudno je, želiš si, da lahko bi spremenil svet, vendar potrebno ni, da si filozof. Krog sebe se ozri, zaprtimi očmi. Življenje je lepo, če ga živiš tako, kot ponuja se samo in ne da ti ga spremeni. Življenje je lepo, če ga živiš tako, kot ponuja se samo in ne da ti ga spremeniš. Pa, 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 pa.
ti ga spremeni. Tako kot ponuja se samo in ne da drugega želiš. Z vami smo bili pevka Zara Kregar in glasbeniki Ožbej Večovni Kotnik, Tadej Zelenovič, Daša Urlep in profesor Sašo Šonc. Za scensko podobo je poskrbela arhitektka profesorica Maja Rak. Naši mentori so bili profesori Sašo Šonc, Tanja Tratenšek in Ljuba Koprivc-Bertoncelj. Prireditev so povezovala Leja Planko in Klavdi Lesek.